Je KPK z ustavitvijo postopka proti premierju Golobu rešila njegov mandat, čeprav obstaja sum, da je kršil integriteto? Na položaju ostajata tudi ministrici, ki sta za 6 milijonov preplačali sodno palačo oziroma kupili računalnike, ki sedaj stojijo v skladiščih. Jezni so zdravniki, pacienti in starši otrok v zasebnih vrtcih, no upokojenci pa so ta teden dobili svojo novo stranko. Gledate Odmev tedna, dogajanje bova tokrat za vas komentirala Peter Mrše in zaenkrat še odgovorni urednik portala domovina.je, Rok Čakš. Rok, pozdravljen v studiu. Dober večer. Skratka, najin začetek je pravzaprav že tradicionalen, če se pošalim, v nogometu. Zdaj, sam ga sicer ne spremljam tako zelo, pa vendarle nekako sem zasledil, da je Mura zamenjala igralca za rekordnih 1,2 milijona evrov. Jan Oblak se je z madridskim Atletikom uvrstil v polfinale španske lige, no, potekajo pa tudi že priprave na junijsko evropsko prvenstvo. Ravno včeraj naj bi prišle oziroma naj bi bil znan žreb prvih kart za to, ne? Ampak ko so že pri UEFA, pravzaprav ne moreva mimo politike in njenega predsednika, ki nekako se zdi, da je v vse večjih težavah. Zanimivo, ne? Po nekaj oddajah samo začetka nogometa si uspel združiti nogomet in politiko, ne? Odlično, ne? To in selimo se iz zelenic v pisarne, ne? Ne bi rekel, da je gospod Čeferin v kakšnih težavah, kvečjemu mogoče moralnih, ne? Leta 2016, ko je nastopil funkcijo, ko je bila afera UEFA podvržena nekim korupcijskim škandalom in je Michel Platini, znani nogometaš Francoz, moral oditi, je Čeferin prišel prav s to neko moralno komponento notri, tudi je, če se prav spomnim, na začetku omejil dolžino mandatov. Njegov predlog je bil ta omejitev mandata. Predsednika UEFA. In je s tem potegnil tudi neko podporo širšo, ne, tudi zelo znanega, odličnega nogometaša, zelo izobraženega človeka Zvonimira Bobana, ki je bil nekako njegov zaveznik vse do tega trenutka. Torej do trenutka, ko se je Čeferin zdaj odločil, ko sta mislim, da mimo 2 mandata pa pol ali kaj takega, da bi nekoliko spremenil statut, da bi lahko še kandidiral za en mandat. In tukaj je Zvonimir Boban doživel neko razočaranje nad Čeferinom in mu očital neko moralno licemerstvo v pismu, ki ga je objavil in se zato umika iz UEFA. Jaz ne verjamem, da bo to škodilo Čeferinu v tem smislu, da tega mandata ne bi dobil, zagotovo pa je to neka moralna packa, ker je občutek, da tudi on na oblasti se nekako udomačil in da zdaj išče priložnost, da bi si to oblast na UEFA, lepo plačani službi, kjer se ti vsi klanjajo, potuješ po celem svetu, kot je sam razlagal, da je to v nekem intervjuju, da je to neka past, da se tega preveč navadiš, je zdaj občutek, da se je on dejansko tega navadil. Ne. Vendarle, poleg Bobana, ne, so kritični tudi v angleški ligi in še kje je lahko lahko to ogrozi Čeferinov recimo naslednji mandat in kasneje tudi recimo njegovo prihodnost, ne nazadnje, da ima verjetno še kakšne ambicije. Mislim, da ne, ker on je nek kompromis med različnimi silami v nogometu, da pride nek predsednik z neke, recimo temu, outsiderske države, ki je neka tampon cona med različnimi interesi. Angleži so pa do njega že dolgo kritični, še posebej seveda zaradi tistega finala, fiaska v organizaciji finala Lige prvakov v Parizu, ko so navijači Liverpoola ostali zunaj brez kart in je UEFA oziroma Čeferin, da je zaščitil svojega prijatelja, ki ga je nastavil za vodjo varnosti, takrat obtožil Liverpool oziroma njihove navijače, kasneje se je izkazalo, tudi v preiskavi se je pokazalo, da je bil krivda na organizacijo UEFA, in takrat ga Angleži seveda ne marajo in če bi slovenski mediji bili malo bolj, ne samo ga pozitivni luči prikazovali, bi tudi lahko še kje druge kot na Domovini brali zgodbe, ki so polnile v tele top britanske medije, kot je The Guardian, Mirror, The Sun in tako naprej, ki so to zgodbo na veliko razvijali. Ne. No, iz nogometa pa morda nazaj v Slovenijo, ko se je že zdelo, da se zanka okoli premierja Goloba nekako zateguje, ob ugotovitvi, da je kršil integriteto, če bi do tega prišlo, strani KPK-ja, bi bil verjetno odstop najrealna opcija, tudi glede na to, da je Golob to sam že obljubljal pred volitvami, no pa se je potem, kako zdi, KPK rešila njegov mandat. Proces proti Golobu so ustavili zaradi interesov predkazenskega postopka, ker ne morejo zagotoviti celovitega vpogleda v spis in posledično možnosti izjavljanja o očitanih mu očitkih. Ob tem se opirajo na mnenje
tožilstva. Gre tukaj za nekako običajen postopek, je to normalno ali ti smrdi to po kakšnem reševanju premierja, ki so ga recimo odstopil že v primeru, da bi KPK ugotovila kršitev integritete in po obtožbah, ki jih je javno povedala Tatjana Bobnar, bi težko ubranil obraz, da tega ne bi naredil. Ne? Jaz bi rekel tako, da tiste sile na levi, s katerimi je v sporu in razmišljajo o tem, ali bi ga pustili do konca mandata z nekim v pad položaju, kjer bi vplivali na njega, ali bi ga predčasno zamenjali, bodo če se bodo odločili, da ga zamenjajo in nadaljujejo z nekim tehničnim mandatarjem ali kakorkoli, bodo našli način, da to izpeljajo. Ne? Tudi v primeru tega zastanja. Ne. Še slabše bilo, če recimo Čeferinu tega ne bi omogočili, bi KPK speljal postopek in bi potem, oziroma Golob se opravičujem, in bi potem Golob to izpodbijal. Ne. Tako da počakali so zaradi predkazenskega postopka na policiji, ne, kar je lahko, če pride prav čas, ven še mnogo bolj obremenjujoče zanj, ne. Kot pa samo neka ugotovitev kršenja integritete KPK, čeprav vemo, da je tudi na tem primeru je vlada že padla, ne, to povem desna vlada, ne, recimo, ne. Ampak je tu odvisno, je mogoče manjša teža, je bolj odvisno od koalicijskih partnerjev, če pa pride v nek zelo dokaj težji postopek na policiji, ne, oziroma tožilstvu, takrat se bo pa zelo težko obdržal na položaju. No. No, ravno to, ko omenjaš, ne, recimo včeraj je bil nekdanji minister Aleš Hojs zelo kritičen do KPK, celo predlagal, da bi ga razpustili. Mi smo že večkrat povedali, da je KPK nepotrebna inštitucija, po mojem mnenju bi jo bilo potrebno celo ukiniti. Ta inštitucija je pravzaprav inštitucija za diskreditacijo desnih politikov. Skratka, Hojs bi razpustil KPK, ne, pa kljub temu ni to edini pravzaprav postopek, ki teče proti Golobu. Ne spomnimo se še recimo tega, da je pravzaprav Golob še vedno 100% lastnik podjetja Star Solar, ki posluje z državnim Borzenom, ne, in še vedno so nerazkrite tudi nekatere recimo njegove transakcije iz časov, ko je bil še predsednik GEN-I, recimo določenim novinarjem, zdaj članom njegove stranke. Ne. Kaj torej lahko odnese Goloba oziroma lahko dočaka naslednje volitve nedotaknjene? Ja, bistvo tega je, da tisti, ki bi si želeli imeti nadzor nad njim ali pa kontrolo nad njim, tudi s tem, da imajo v rokah nek vzvod, da ga, če ni poslušen, kakorkoli odstranijo, imajo več želez v ognju. Ne? Če ena stvar gre ne bo pa druga ali pa tretja, pa še zagotovo imajo kako četrto. Zdaj so očitno na neki stopni, ki kažejo svojo moč, ki pokažejo, vse to imamo proti tebi v tem smislu. Ne? Ker če bi bilo to samo odvisno, da bi se na levici vsi lepo dobro zastopili in se imeli super, in bi bilo to odvisno od opozicije, desne strani, velika večina teh zgodb ne bi prišla na dan. Zdaj, primer proti Golobu je prevzela Blanka Žgajnar, ne, to je tožilka, ki že v vrsto primerih neuspešno toži Zorana Jankovića iz afere v afero. Je to naključje ali je lahko tukaj tudi v ozadju kaj drugega? Težko sodim, ne. Vemo, da je trenutno sta Janković pa Golob na liniji, drug drugega ščitita, vrujta hrbet. Omenjena tožilka je meni vedno delovala strokovno do trenutka, ko je res Jankovića spustila iz trnka, se reče, ne, z tem, ker ni prav čas zahtevala upoštevanje tistih dokazov, ki so bili potem izbrisani, ki so bili dejansko zelo obremenilni za Jankovića. Ne. Tako da pustimo čas, da vidimo, kaj se bo iz tega razvilo. Zdaj, Janez Janša je v zvezi s tem zapisal, da gre za norčevanje iz prava in ustave. Za konec marca pa je napovedal veliki pomladni shod proti korupciji in klientelizmu. Gre za pravzaprav 30. obletnico shoda v njegovo podporo v aferi Depala vas. Janša trdi, da je na tistem uporu nekako nastala hrbtenica SDS-a. Se lahko SDS po 30 letih na tem novem shodu recimo znova okrepi? Lahko se okrepi v smislu, da poudari svojo vlogo družbeno, ki ima in svoje zaledje. Nedvomno bo Janez Janša na tak shod pripeljal na tisoče ljudi, mnogo desetkratnik, stokratnik tega, kar je sposoben recimo Jaša Njul, ali pa tisočkratnik tega, kar je sposoben kjerkoli od teh levičarskih aktivistov pripeljati. Ne? Pa druga stvar, ne? Zato, če bo Janša te ljudi pripeljal na trg, ne bo niti eden volivec manj na mesto Goloba volil njega. Ne? To se pa ne bo zgodilo. Ne? Golob lahko izgubi samo na lastnih grehih, ki mu jih na dan privlečejo recimo neki nasprotniki, ki imajo nek material proti njemu. Ne. Niti enega volivca ne bo izgubil zaradi tega, kaj bo počela SDS. Ne. Kvečemu bo kakšnega pridobil, ne on, ampak mogoče nek nov obraz, ki bo prišel glasovati
spet proti Janši, ker bo Janša spet spomnil, da ima neko svojo moč. Ne. Tako da tu je treba te shode je treba razumeti bolj v kontekstu tega krepitve SDS-a in Janeza Janše na desno političnem polu kot dominantne stranke, ki seveda predstavlja alternativo obstoječi oblasti, hkrati ima pa ta velik odbojni element, ki se ponovadi obrne proti njej. No, Golob ni edini, ki se otepa afer. Ne? Trenutno sta najbolj izpostavljeni dve ministrici, Emilija Stojmenova Duh in Dominika Švarc-Pipan. Obe imata več skupnih stvari, recimo 6 milijonov preplačanih oziroma neuporabljene opreme, ne? Ki je pač še vedno čaka na neko konkretno uporabo, ne? In obe nekako, ko zagusti, če rečemo po domače, ne, krivdo prelagata na druge. Pa če pogledamo najprej, mogoče je ministrica za digitalno preobrazbo, ne, njeno ministrstvo je kupilo 13,000 računalnikov, ki razen 39 izmed njih stojijo v skladišču, nihče ne ve, zakaj so jih kupili, kdo jih bo na koncu dobil. SDS je pripravila interpelacijo, NSi zaslišanje pred Komisijo za nadzor javnih financ, ne, koalicija pa ostaja nekako skopa z izjavami, po svoje stoji za njo le poslanska skupina Svobode, ki ocenjuje celo, da za digitalno vključenost v Sloveniji potrebujemo še več računalnikov. Pogleda, kaj je povedal njihov vodja poslancev. Kar se pa tiče digitalne vključenosti, je pa treba manko, ki ga imamo v tej državi, čim prej odpraviti in pa popraviti. Potrebe po računalnikih so velike, najbrž več kot 200,000 računalnikov rabimo za normalno digitalno vključenost in to mora biti prva naloga ministrice. Ministrica je torej po mnenju Sajovica kupila celo premalo računalnikov, no v včerajšnji Tarči pa je minister Boštjančič povedal še. V bistvu ta trenutek sploh še ne vidim, kje je afera. V tem konkretnem primeru je Ministrstvo za digitalno preobrazbo ocenilo, da je to najbolj primeren način za izboljšanje digitalne pismenosti slovenskih državljanov. Kje je torej afera? Minister in vodja poslancev Svobode je namreč ne vidita, celo premalo računalnikov so menda kupili. Ne? To so bizarni, spregledljivi izgovori neke ministrice, ki je nesposobna speljati nek projekt na tak način, kot bi se spodobil, ampak da ga razumemo, moramo iti nazaj, moramo pogledati širšo sliko. Ne? Na voljo je nek denar za digitalno pismenovanje in prejšnji minister Mark Boris Andrijanič se je odločil, da bo to investiral v tečaje za starejše osebe, ki jim bo tudi tisti, ki se bojo vključili v tečaje, omogočil nek bon. Ne? In ta projekt je bil v bistvu dober, čeprav je bil na začetku to težavo, da so se vsi takoj zagnali, čeprav je bil projekt mišljen na dolgi rok, to pomeni, da bi vsi prišli slej ko prej na vrsto. Ko je prišla nova oblast, je cancelala, torej odpovedovala vse, kar je prejšnja vlada počela, ali je bilo to dobro, ali je bilo to slabo. In takrat so pokazali to zadevo kot afero in so jo utemeljili na tem, kako so ljudje mogli čakati za tiste vpis v tečaje. Niso pa povedali takrat, da je bilo to mišljen kot dolgoročni projekt. In takrat je Stojmenova Duh ta projekt odstranila, umaknila in kaj zdaj s tem denarjem naredila? Kupila je 13,000 računalnikov, ki že ne vem koliko, pol leta ali že dlje, ležijo v nekem skladišču, zgubljajo vrednost, ne vejo, komu bi jih dali, ne, kak bi jih razdelili, ničesar. Ne. Skratka, iz projekta, ki so ga želeli pokazati kot nesposobnega, neprimernega, so naredili še 100-krat slabši projekt. Ne. In mi novinari, ki imamo neke veze po raznih teh ministrstvih in to vemo, ne, da je pri njej že standarden problem, da je ministrstvo njeno slabo vodeno v razsulu, v kaosu in da tudi Golob se tega zaveda in je celo imel idejo, da bi jo že zamenjal, tudi imena so se že vrtela v javnosti in zdaj mislim, da bo celo interpelirana, ali je že? Drži, zdaj so vložila interpelacijo. Ne, jaz mislim, da ta interpelacija gre celo Golobu na roko, če bi znal na tak način to speljati, da bi se te ministrice znebil. Mislim, da si on tudi to želi, ne? A na kak način bojo pa to izvedli, bomo pa lahko gledali. Ne? No, kapaciteto te ministrice pokaže še ena izjava iz včerajšnje Tarče. Kot smo rekli v interventnem, nič se nam ni mudilo, v interventnem zakonu je bilo točno napisano, dokdaj velja ta zakon, kdaj smo imeli ta sredstva predvidena. Vam se zdi 6 dni za prijavo na razpis javni dovolj? Je zelo odvisno od tega, od same časovnice in od kdaj mora biti določen projekt izveden. Ne, vam recimo se zdi 6 dni dovolj. Ponovno, zelo odvisno od tega, od vrste projekta, kdaj mora biti sama izvedba, kako se sodelavci odločajo za rok trajanja, to se odločajo na sektorjih in vsi ti, ki so odgovorni za te razpise.
Skratka, ko gre za računalnike, ne, razlaga, da so pač mogli nekako ta denar porabiti in se zanaša v neke legalistične termine. Ne, sporen pa je še en razpis, ne, in sicer spomnimo se neke kampanje, ki so jo na tem ministrstvu vodili proti nasilju na spletu, ne, in tudi tam so razkrite določene sumljive okoliščine, ne, govorimo o razpisu, ki je skoraj očitno prirejen za enega ponudnika, izbrani bil pa potem najdražji izmed 3 ponudnikov, ki so se v 3 dneh uspeli na ta razpis sploh prijaviti. Ne, ministrica potem se zgovarja, češ, da na sektorjih določajo roke, glede na to, kdaj mora biti kakšen projekt izveden. Torej, to je šlo za tako nujen projekt, da so v 3 dneh mogli imeti celoten razpis. Si lahko ministrica privošči sploh obraniti takšno ministrico, kot je Emilija Stojmenova Duh? Seveda ne. Tudi ta modus operandi se že zdaj ponavlja. Jaz se spomnim, pri Hojnikovi je bilo nekaj podobnega, potem je Šarc snemal neki podoben vojaški spot, ne, in zdaj imamo še spet tu primer. Ne. Skratka, oni imajo kup težav, ne. Prestrukturirajo se tako, drugače, govorijo, kako so učinkoviti, tako ali drugače, na koncu pa ni, ne samo, da ni nobenega učinka, ampak se nabirajo tovrstne afere. Ne. In to, ljudje to spoznavajo in upravičeno so razočarani. No, zdaj interpelacijo pa je SDS ni vložila zoper ministrico Dominiko Švarc Pipan, čeprav so jo napovedovali pred nekaj dnevi, je namreč umrl oče in celo minister iz vrst Socialnih demokratov priznava SDS-u, lahko rečemo, nekaj politične človečnosti, da so s to interpelacijo počakali, da se pač osebne stvari ministrice umirijo, da lahko v miru odžaluje. Ne? Zdaj, podobno podporo pa ministrica nekako izgublja celo znotraj svoje stranke. Ne? Poglejmo si izjavo ministra Hana iz včerajšnje Tarče. Dovolite mi, da se jaz kot politik upravičim ljudem, da pač morajo take stvari gledati. Minister je pa tisti, ki zadnji podpiše pač pogodbo in s tem na nek način prevzame takšno in drugačno odgovornost. Politiki, ministri se pa nikdar politične odgovornosti ne moramo izogniti. Zdaj, prihajajo informacije, ne, da se je stranka ministrici praktično že odpovedala. Ne. Minister Han je to zelo diplomatsko zavil v celofan, hkrati pa lahko med vrsticami zelo jasno beremo, ne, da gre v to smer. Čeprav gre za podpredsednico SD-ja, je vse skozi občutek že na začetku, da si je na ministrskem mestu bolj želel premier Golob kot pa sama stranka. Ne, kot vemo, je stranka takrat predstavljala spet Katičevo, njihovo dosti pomembno članico, ampak je takrat se je govorilo tudi na željo Goloba, postala Dominika Švarc Pipan ministrica. In tudi zdaj se zdi točno to, ne, da jo Golob bolj nekako varuje ali pa zagovarja kot pa lastna stranka. Ne. In mislim, da je to tudi nek quid pro quo. Če imam dober spomin, je bila ena Tarča pred kakšnim letom, ko sta Dominika Švarc Pipan in Urška Klakočar Zupančič na vse pretege hvalili Roberta Goloba, da kaj se zdaj mi Slovenci gremo, pa ga tu neki kritiziramo, ko so se začele prve kritike. To je vrhunski menedžer, je takrat rekla Urška Klakočar Zupančič, ki bo Slovenijo popeljal v zeleno, trajnostno prihodnost, v prosperiteto, in takrat sta drugo spodbujali v tem narativu. Ne? In že tukaj smo videli, da tu je neka velika lojalnost, bila takrat, pozneje se je to malo še s vstopom nekaterih drugih fatalnih žensk, smo rekli, malo tako zašalo, se je ta lojalnost malo podrla pri nekaterih, ne? Ampak je tu neka naveza in bomo videli, kako se bo to išlo. Jaz mislim, da glede na to, kakšne razsežnosti ima ta afera in pa kakšno stališče ima stranka do svoje ministrice, da ona tega tudi, če jo bo Golob še do neke mere branil, dolgoročno ne more preživeti. Zdaj, ministrica Švarc Pipanova je takrat, ko je Golob napovedal ta happy end, recimo je branila, češ, da to se ni Golob spomnil na sredi tiste seje in rekel, ampak da so to celo pripravljali na ministrstvu že dalj časa in da je to bilo vse premišljeno in načrtovano. To hkrati pa se vidi tudi zdaj, da pravzaprav bolj kot njena lastna stranka ji stopa v bran recimo Svoboda. Minister Boštjančič je včeraj opozarjal, češ, da ni treba iskati oziroma da ni smiselno iskati neke splošne politične odgovornosti, ampak da je treba iskati krivce za te afere z imeni in primki, kakor češ, nekako je bilo razumeti, poiščimo po ministrstvih zdaj, kdo je tisti, ki je pač kriv, ne pa ministrica. Ne? Ja, mislim, čeprav je na vse pretege in s vsemi bizarnimi argumenti branijo, mislim, da to ne pomeni, da bo tudi obranjena, ker spomnimo se tudi
prejšnje ministrice so na tak način branili, čez noč je bila potem recimo Hovnikova odstranjena. Ne. Zdaj, stavba je pa pravzaprav vse bolj problematična. Iz dneva v dan prihajajo nove informacije, češ celo včeraj je eden izmed cenilcev ocenil, da bi bilo za državo bolje, da to stavbo pod ceno prodaja in s tem izgubi samo nekaj milijonov, kot da vložiš še 7 do 10 milijonov v njeno obnovo, pri čemer sama stavba kot taka niti ni uporabna, ker enostavno nima parkirnih mest. Pred stavbo je nekje 12 parkirišč, še 3 bi porabili, če bi želeli dostop za invalide urediti. Prejšnja parkirišča pa so že pred leti prejšnji lastniki prodali Lidlu, ki je zdaj zgradil tam trgovino, tako da praktično niti uporabnega dovoljenja po oceni nekaterih sodnih izvedencev stavba ne more dobiti, če tudi bi jo recimo obnovili. Podrobnosti ne poznam, ampak že v odzivih politikov naj vidim, da tu mora biti nekaj hudo narobe. Hudo narobe pa je tudi v zdravstvu, ne le afere visokih funkcionarjev, pravzaprav se zdi, da bo kmalu stala celotna država, že več kot teden dni oziroma že skoraj 2 tedna stavkajo zdravniki, stavka celo se utegne zaostriti, stavkajo tudi sodniki, prihodnji teden se jim pridružujejo tožilci, slišati pa je tudi še napovedi nekaterih drugih stavk. Zdaj, nekako se kaže, da je nerodno, če imaš premierja, ki nekaj obljublja, na to pa se premisli in se teh obljub ne drži, ker zdravniki in sodniki pravzaprav zahtevajo stavko zgolj to, kar jim je vlada že obljubila, potem pa svojo obljubo prelomila. Je nekako možno, da bi vlada razumela, da na tak način ne more delovati, ali bodo prej popustili recimo zdravniki po logiki pametnejši od neha? Mislim, da ne, ampak ena stvar, ki mi je padla tu na pamet, je, da očitno so zdaj v sporu recimo s tem intelektualnim delom javnega sektorja. To pomeni sodniki, zdravniki, tožilci. Neki so jim obljubljali in se tega ne držijo. To je še en modus operandi, ki jo bomo lahko pripisali kot neka značilnost tega obdobja. Problem tukaj je, da sploh, ko govorimo o zdravstvu, da je to samo nek simptom nekih hudih zdravstvenih, hudih težav z zdravstvenim sistemom. In ta sistem, ki se ne popravlja, ki se ne reformira, kar je bila glavna točka, je za vsakim dnem bolj razpada. In zdaj je bil ta primer z temi bolniškimi listi, kjer so celo zdravniki obtožili neki, da to oni blokirajo, da sistem ne deluje. Pa v bistvu stavka ni sistem, oziroma bil je ta zelo nek primer v celjski bolnišnici, ko je nek gospod zgubil živce po predolgem čakanju. Ampak recimo ta primer ni posledica stavke, ampak je stavka zaradi takšnih stvari. Zdravniki so v sistemu, poznajo, kaj je težava, gledajo nesposobnost oblasti, da bi to težavo rešila, zavedajo se tudi svoje pozicije, ker delajo nadure, dežurstva, so pod hudim pritiski, hkrati so pa do neke mere podplačani glede na to, koliko vlagajo. In vse to se oni zavedajo, in njih obtoževati, da zdaj nekdo zgubi živce, je v bistvu z napačne strani pogled na problem. Oni glih prav na te stvari opozarjajo, da se take stvari ne bi dogajale. Ministrica pa nima časa, da bi se sestala s predstavniki zdravnikov, vse pa redno sestaja recimo z glasom ljudstva, ki pravzaprav potiska stvari še globlje. Ja, več kot očitno je, da ta vlada ima zdravnike na neki distanci. Pravzaprav je že skoraj značilnost nekih levih vlad, da zdravnike smatrajo kot nekega razrednega sovražnika, pod narekovaji. In tudi medijsko nimajo take podpore, recimo v tem levi medijski sferi, kot jo ima kakšen drugi sindikat ali pa kakšna druga struktura v javnem sektorju, ki skuša pridobiti svoje pravice. Se nam lahko zgodi recimo v nekaj mesecih, če bo vlada delovala tako, kot smo je navajeni, da bi se nam pravzaprav ustavila država, kjer bi recimo začel stavkati praktično celoten javni sektor in še kdo? Mislim, da tako daleč ne bo šlo. Stavke bodo, bo pa tudi odvisno, kakšna bo dinamika oblasti. To je pa težko predvideti, ali bodo Goloba pustili pa se nekako dogovorili, ali ga bodo na neki točki zamenjali z nekim tehničnim mandatarjem, da bojo resetirali ta vse naraščajoči problem vsega skupaj. To bomo pa videli. Dvomim pa, da bi bile kakšne predčasne volitve tu dejansko izvedljive, da bi se to rešilo, ker je preveč tistih, ki si želijo v parlamentu, želijo mandat speljati do konca.
Zdaj, vse te težave nekako so voda na mlin pravzaprav vsem, ki protestirajo. Ne? Če sva prej omenila shod, ki ga napoveduje Janez Janša, pa pravzaprav že serijo shodov organizira Pavel Rupar, ki je to soboto ustanovil tudi svojo novo stranko, lahko rečemo novo stranko Glas upokojencev, nekaj vrste, lahko rečemo novi Desus, ne? Sam je postal tudi njen predsednik, ne, sam pravi, naveličali so se prepevanja čebelic, zdaj grejo v aktivno politiko. Kako resna je ta nova stranka? Kaj recimo prinaša oziroma kdo se je mora najbolj bati? No, Pavleju Ruparju je treba priznati, ne, da zna mobilizirati ljudi na trge, je veliko ljudi pripeljal. Ne glede na to, kot so govorili, da mu je pomagala kakšna SDS ali kdorkoli, jaz mislim, da je večino te zaslug gre k njemu. Ne. Tudi lepo število ljudi je zbral na tem kongresu ustanovnem stranke, ampak preslikati ljudi iz nekih protestov v volilne glasove, to je pa izredno težka naloga. Ne. Tukaj je že enkrat spodrsnilo Alešu Primcu, če se spomnimo, ne, ki je mislil, da dobljeni referendum pomeni tudi lahko politično to vnovči. Ne. In tukaj vidim en kup problemov za Pavleta Ruparja. Ne. Sicer ima to prednost, da je Desus dejansko pojenjal, ampak glavni problem tu je, da za demokracijo stranke, kot je bil Desus, ne, interesne stranke, to je nek relikt nezrele demokracije. Ne. Stranke so temeljijo na nekih vrednotah, ne morejo biti interesne. To je prva stvar. Ne. Druga stvar je, da Rupar ima ta žig SDS-a. In to se vidi tudi, da nekako ne prodre ali pa ne more prodreti v srednje medije. Ne. To je neka novica na TV dnevniku RTV Slovenija, da je on ustanovil stranko. To pomeni, da njega ne bodo pustili do ljudi. Oni ga bodo pustili do tistih ljudi, ki jih itak nagovarja, in te ljudje so pa v bistvu politično opredeljeni. To je baza SDS-a, baza Nove Slovenije in pa delno tega Povežimo Slovenijo. Drug način, da bi prodrl, je pa terensko delo. Kako težko je pa to narediti, smo pa videli na zadnjih volitvah, ki je bilo Povežimo Slovenijo, ker so sestavljale stranke, ki so terensko močne, ne, vsaj SLS je bila terensko močna, pa tudi SMC, kot konkretno kasneje, je bila terensko močna in so na vse pretege poskušali to medijsko blokado probiti z delom na terenu, so zbrali 40,000 glasov in ni bilo dosti za uvrstitev v državni zbor. Skratka, jaz mislim, da je, koliko je nek pozitiven v smislu, da se je angažiral, delal, je ta projekt bolj kot neobsojen na neuspeh. Prej bo naredil določeno škodo na desnici, mogoče odkržnil 1%-2% SDS-u, tudi kaj Novi Sloveniji, tudi mogoče SS-u, če bo poskušal zavrnitvijo, razen če se bojo povezali v kakšno koalicijo. Ne? In zelo težko bo nagovoril tiste volivce, ki so ostali od Desusa, ker bodo osrednji mediji to zamejili s tem, da o Ruparju ne bodo poročali, ali pa bojo neprestano ponavljali, da je to nek človek, ki je bil obsojenec in nekdanji poslanec SDS-a. Zdaj, poleg upokojencev se pa prebuja še en vidik civilne družbe, ne, in sicer starši, ki imajo otroke v zasebnih vrtcih. Vlada grozi nekako zaenkrat še bolj v ideji kot v konkretnem zakonskem predlogu, ampak v nekaj mesecih se tegne tudi to recimo materializirati, ne, da bi financiranje zasebnih vrtcev postala diskrecijska odločitev posamezne občine oziroma povedano drugače kaprica vsakokratnega župana, ki lahko pač z izgovorom, da niso zasedene vsa mesta v javnih vrtcih, enostavno določenim zasebnim vrtcem ukine financiranje, kar pomeni praktično ukinitev v nekaj letih zasebnih vrtcev v Sloveniji. Ne. Je to recimo lahko tudi neka nova osnova za neko družbeno vrenje, ki se dogaja recimo na različnih koncih zdaj že? Razlika pri zasebnih vrtcih je, da je v njih vključeno veliko večje število deležnikov, torej od ljudi, staršev z otroki, kot recimo v zasebnih šolah. Ne. In zasebni vrtci daleč tega so samo katoliški, ne. Ti imaš kup drugih. In tukaj je neka prednost, ne, teh, ki se zdaj seveda tukaj se čutijo upravičeno ogrožene. Ne. Ampak dejstvo je, da kaj je tu zadaj? Zadaj je enostavno ta ideološki boj leve opcije proti vsemu, kar je zasebno, kar oni nimajo pod nadzorom preko državnega inženiringa. Ne? In tukaj oni se zavedajo, da svoj državni inženiring morajo izvajati od vrtca naprej, preko osnovnih, srednjih šol in tako naprej, in skušajo zasebno inicijativo, kar se da ubiti. Ne? In tu bo zanimivo videti, ker kadar je recimo v srednjih šolah je ta katoliški element dokaj osamljen, ker ni toliko drugih zasebnih šol, tukaj pa ni tako. Ne? In kaj bo to družbeno preneslo? Mislim, da je ta
iniciativa ima dosti večji mobilizatorski potencial, pa tudi potencial, da zaščiti neko to svojo upravičeno pravico, da imajo otroci dostop do raznovrstnih storitev, to pomeni, oziroma starši za svoje otroke, torej da lahko dajo otroka v takšen, drugačen, tretji vrtec, ne, in s tem v bistvu bogatijo družbo že v osnovi, že iz otroških vrst naprej, ne. Možnost izbire vrtca za vse, ne le za peščico. Tako, ne, če bi tako. parafrizirali znan slogan ene izmed političnih strank, Rok, pri koncu sva pa ne samo te oddaje, ampak tudi tvoje vloge odgovornega urednika na Domovini in posledično tudi stalnega komentatorja v tej oddaji. Zdaj, Domovina je nastala pod tvojim budnim očesom, od samega začetka si bdel in vlagal vanjo, da je danes postala nekako nepogrešljiv gradnik na slovenski medijski krajini. Ja, mogoče bi malo preveč laskaš, ampak ja, naneslo je tako, da se soustanoviteljem, do nedavnim direktorjem Igorjem poslavljava, ne. Ob tem bi rekel samo, da Peter, z veseljem mi je bila delati s teboj. To oddajo smo tudi skupaj ustvarjali, mislim, da je odlična oddaja, ne. Jaz ti želim, da jo še naprej tako uspešno, dobro razvijaš, da postane res močen element v slovenskem medijskem prostoru in da tudi Domovina ostane unikatni medij, tako smo jo zastavili in verjamem, da je lahko tudi v prihodnje. Vsekakor te bomo pogrešali, Rok, hvala za vse mentorstvo, vse delo, ki si ga vložil v ta projekt in v našo ekipo Domovine, tako da res hvala. Mi, spoštovani gledalci, pa si poglejmo, kaj je še odmevalo v tednu, ki se izteka. Po 9 letih so se v Sloveniji znova rodili četverčki, donosila jih je porodnica iz Banje Luke, kjer so dogodek označili za pravi čudež. Nosečnost je bila od začetka vodena v Ljubljani, novorojenčki pa so poimenovani po 4 evangelistih, Matej, Marko, Luka in Jovan, po naše bi bilo to Janez. Projekt spremljanja cen košarice 15 živil je dosegel svoj namen, je prepričana ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić. Ministrstvo je kljub temu se odločilo, da projekt zamrzne, ker trgovci niso zagotavljali zadostnih količin popisanih izdelkov in ker se je inflacija umirila. Zdaj bodo preučevali možnosti za dosego dogovora s celotno prehransko verigo glede nadaljevanja projekta. Strokovnjaka iz NIJZ in hidrološke stroke sta pred parlamentarno komisijo Državnega zbora ocenila, da je trasa kanala C0 neprimerna, da predstavlja grožnjo za onesnaženje 2 ključnih črpališč pitne vode za Ljubljano, da gre za potresno območje in da dodatne obremenitve na tem območju niso sprejemljive. Kritična sta tudi do dejstva, da ni bilo upravljene presoje vplivov na okolje. Zaradi zimskih razmer je v ZDA obstala množica električnih vozil Tesla, ki so se jim izpraznili baterije ali pa jih ni bilo mogoče napolniti. Gre za lekcijo, ki opozarja, da se je sprememb v mobilnosti modro lotiti premišljeno, tudi prihranki pri CO2 so manjši od pričakovanj, saj električni avtomobili pri njih prihranijo šele po 9 letih uporabe, ugotavljajo raziskovalci. Hvala, ker ste bili z nami do konca. Ta teden prinaša še obilico zanimivih zgodb, za katere pa je odmev tedna prekratek, lahko pa jih preberete na portalu domovina.je in v tedniku Domovina. Naročite se na tednik ali spletni portal in preberite recimo, kaj se dogaja na kmetiji Možgan po vrnitvi krav iz nezakonitega odvzema, kaj je pred preiskovalno komisijo povedala predsednica Republike o kanalu C0 in komu se splača investirati v ljudske obveznice. No, nikamor pa ne odhaja odmev tedna, znova se vidimo s pregledom svežega tedenskega dogajanja prihodnji teden. Do takrat pa se naročite na kanal, če se slučajno še niste, da ne zamudite naših prihodnjih oddaj in nasvidenje.